Živijo, tukaj Valentin, ura je 20 do 11. Zjutraj sem imel ene zadeve še urediti, tako da grem šele zdajle v mesto pa na fitness, v rekreacijo. No, danes bom pa govoril o Bogu, o enosti, o nas, kaj smo mi, v našem odnosu do stvarstva. Kajti včeraj smo imeli eno skupinsko kosilo, približno 8 oseb nas je bilo, nekaj novih ljudi in smo potem debatirali in ena oseba je bila zelo zgovorna, že precej starejša, kao izkušena in je potem drugim razlagala, kaj je Bog in kaj smo mi in njegove izkušnje in čudeže in tako naprej. In da ima svojo mojstrico, ki ga vodi, ki ga usmerja. In potem sem tudi seveda jaz podal svoj pogled na zadevo in zadevo argumentiral. Torej on je nekako se izražal, češ v smislu, jaz ne delujem sam, jaz vse prepuščam Bogu, da on deluje skozi mene. In potem prejemam misli in čutim energije, takrat ko sem v resnici, takrat čutim blagoslov kot pretok energije in takrat vem, da sem v resnici, da sem naredil resnico, da sem naredil tisto, kar je prav, da sem poslušal njegove besede, njegovo željo. Potem smo se pa spraševali, kaj je Bog in kako jo definirati, in jaz sem potem tudi podal svoj pogled na zadevo. Torej, v veliko teh knjig v knjigah, svetih pismih piše, Bog je vsemogočen, vse ve, vse vidi, je okoli nas in je v nas in mi smo v njemu in take zadeve. In potem seveda religije nekako pojasnjujejo človeku, da človek je neveden, da se mora predajati vodnikom duhovnih hierarhij in bolj ko si ponižen, bolj ko se predajaš, bolj ti je in se s tem izogibaš proizvajanja negativne karme. No, zdaj pa nekaj v razmislek. Kaj je tisto, kar je okoli nas in v čem smo in ki obstaja vedno tukaj? Podobno opisujejo razlago Boga, kot če bi ribi razlagali, kaj je to voda. In potem ne more dojeti, kaj je voda, ker je stalno v njej, ker je voda v njej in ona v vodi in tako naprej. Ampak če recimo čisto tako na praktičen način pogledamo, lahko vidimo, da Bog je v bistvu materija, je snov, je materialni svet. In materialni svet je tisti, ki nas obdaja in mi smo v materialnem svetu in mi smo del materialnega sveta in ta materialni svet je enak za vse. Kaj je pa tisto, kar nas razdvaja od Boga, kaj je tisto, kar nas zavaja, slepi, kaj je tisto, kar nekdo imenuje hudič ali zlodej ali satan? To je pa v bistvu to je pa umsko-zavestni sistem. Ker je princip ločenosti od realnosti, v našem lahko ustvarjamo svoje lastne svetove, svojo lastno domišljijo, v njemu smo mi sami ločeni bogovi in takoj se vse stvari manifestirajo. Torej, je tisti, ki nas zavaja, ki nas slepi, ki nas drži v stanju ločenosti od realnosti, od enosti, od tega materialnega sveta. Zato je tisti, ki nas razdvaja in od česar se je potrebno osvobajati. In je tudi tisti, ki povzroča energetske občutke, energetske reakcije. Torej, ta oseba, ko je definirala, da takrat, ko je doživela neko energijo, takrat je to definirala kot potrditev tega, da je
da jo je Bog blagoslovil, da je naredila tisto, kar je resnica, kar je prav, je v bistvu ni razumela, kako dejansko deluje in da vse energije, ki jih začutimo, so ustvarjene v na osnovi konflikta. Torej ali kot Satan ali kot zrodaj nas nagrajuje z energijami, takrat, ko mi njega poslušamo, ko bogamo ker potrebuje povzročanje konflikta, da se napaja z energijo in posledično nas nagrajuje z čustvi in občutki. Torej, dokler sledimo mi lastnim občutkom in se prepuščamo nekim višjemu vodstvu in poslušamo misli in energije, ki so proizvod takrat smo mi v stanju neodgovornosti. Torej, če hočemo delovati v enosti, da upoštevamo nekako, da sami sledimo Božji glas, zdaj kaj je Bog? Se pravi, Bog je vse, kar obstaja. Mi smo del Boga, mi smo individualizirana oblika Boga, ki se izraža skozi naše fizično telo. In zdaj, če hočemo mi delovati odgovorno, se pravi za upoštevanjem vseh delcev tega stvarstva, torej da mi kot Bog poslušamo same sebe in delujemo odgovorno, moramo prevzeti vodenje svojega življenja s tem, da upoštevamo tudi ostale delce stvarstva oziroma tega materialnega sveta kot del samega sebe, kot sebi enakovredne. Zato se lahko enostavno povežemo oziroma usklajujemo z principom tistega, kar je najboljše za vse. Torej, da smo v vsaki naši odločitvi, v sleherni odločitvi, da delujemo iz principa, iz motiva tistega, kar je najboljše za vse. Torej, da upoštevamo interese vseh živih bitij, vseh ljudi, vseh živali, ki so na tem svetu. In če rečemo, ja, vse je v redu, jaz sem okej, vse je v najlepšem redu, trpljenje ima svoj namen. Če tako delujemo, se s tem odpovemo svoji odgovornosti. Če pa prevzamemo odgovornost za vse, kar obstaja tukaj, takrat smo pa prevzeli nekako tisto našo odgovorno božansko vlogo in takrat šele lahko začnemo pogledati, kako smo mi kot sestavni del stvarstva, kot sestavni del Boga ustvarili skozi zgodovino, ki si jo seveda ne spomnimo, ampak jo lahko ozavestimo, kako smo ustvarili ta svet, zakaj smo ustvarili trpljenje, iz kakšnega razloga in kako lahko ta trpljenje in pomanjkanje iz tega sveta odpravimo. Torej, tisti, ki mislijo, da so razsvetljeni, s tem, da se enostavno odpovejo kakršnikoli aktivnosti in da rečejo, vse je v najlepšem redu, taki ljudje samo želijo pobegniti od realnosti, so v stanju neodgovornosti in šele takrat, ko človek ozavesti, da smo mi tisti, da sem jaz tisti, ki je ustvaril ta svet, da si ti tisti, ki si ustvaril ta svet, takrat šele lahko potem si vzamemo nazaj moč, dobimo nazaj moč do ustvarjanja in do spreminjanja tega sveta. Toliko v razmislek, pod tem posnetkom si še pogledajte določene povezave, ki te stvari še bolj podrobno razlagajo in vas vabim, ljudje, delajte po zdravi pameti, v energetski čustveni stabilnosti in v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vsa živa bitja in to dolgoročno in daljnosežno. Hvala in nasvidenje.